Jaz bi rekla, da predvsem bo posvečeno dvema temama. Eno so ukrepi na finančno-gospodarsko krizo, drugo so pa seveda stvari, ki so povezane s proračunom. S finančno-gospodarsko krizo, poleg tega, kar je že bilo omenjeno, pomembno tudi, da bo poseben odbor, ki je bil oblikovan na to temo, predstavil svoje delo. Iz Slovenije je v njem gospod Ivo Vajgl. Potem nadaljujemo tudi z delom na področju sklada za prilagoditev globalizaciji. Zdaj smo dobili zopet 4 prošnje, 4 predloge, in sicer za Portugalsko, Španijo, Nizozemsko in Dansko. Eno je z avtomobilskega sektorja, 2 sta iz električnega sektorja, 3 je orodjarstvo in pričakujem, da bomo tudi tu pomoč potrdili. No, jaz bi tudi v ta sklop ukrepov na finančno-gospodarsko krizo uvrstila to, kar je že bilo predstavljeno, in sicer podaljšanje obveznega plačanega porodniškega dopusta. Tu namreč ne gre samo za porodniški dopust, ampak za več tem z tega področja. Vemo, da kadar smo v takšnih kriznih razmerah, so določene skupine, ki so bolj obremenjene, za katere je nevarnost, da bodo žrtve teh kriznih razmer, in zagotovo so matere, zlasti v tistem zgodnem obdobju, takoj po rojstvu otroka in še nekaj tednov zatem so lahko uvrščene v to skupino. Zaenkrat je odbor, ki je to poročilo obravnaval in spremembe, potrdil porodniški dopust 18 tednov in to, da mora biti polna plača v teh 18 tednih, in pa seveda odločal je tudi o očetovskem dopustu. Sama zase lahko povem, da pričakujem, da bodo na to poročilo vloženi amandmaji, in sicer za podaljšanje na 20-tedenski dopust, in jaz bom tudi takšne amandmaje podprla. Potem se pojavljajo s tem v zvezi tudi predlogi, da naj bi države članice imele možnost še potem znotraj države same urejati to področje, tudi recimo, da bi jim pustili večjo fleksibilnost glede plačila materam v tem obdobju. Jaz mislim, da to ni dobro. Menim, da bi morali potrditi enotni minimalni porodniški dopust v celi Evropi in da bi morale matere dobiti v tem času nadomestilo, ker bi bilo enako plači. Če govorimo o tem, da imamo demografske probleme, bi morali potem tudi nekaj na tem področju narediti. No, potem sem pa omenila drugi sklop poročil, je pa z področja proračuna, kjer je seveda eno splošen proračun, potem je še pa ogromno nekih dodatnih poročil pripravljenih z področja tudi zunanje politike, ki veste, da je z Lizbonsko pogodbo izredno pomembno evropsko področje in proračun mora se izražati to, kar je bilo z Lizbonsko pogodbo sprejeto, mora se libonizirati, ampak pričakujem, da bosta moja kolega prav v tem zunanjem področju kaj več povedala. Jaz bi mogoče pri proračunu dejala takole. V naši politični skupini smo dejali, da nam je povsem jasno, da z Lizbonsko pogodbo si Evropa širi svoje področje pristojnosti in delovanja. In da zaradi tega pričakujemo, da bo tudi proračun to odražal. To je prvi proračun, ki ga bomo potrjevali po sprejeti Lizbonski pogodbi. No, žal pa temu ni tako. Žal proračun ostaja več ali manj enak. Seveda, pa po drugi strani tudi razumemo, zakaj ostaja enak. Zaradi tega, ker se države spopadajo z močno finančno krizo in je problem napolniti ta proračun. Zaradi tega smo dejali, da bomo šli pač postopno, s pogajanji postopno, in sicer na tak način, da bo proračun leta 2011 dobra osnova za pogajanja o finančni perspektivi. Finančna perspektiva pa je 7-letni evropski finančni okvir od leta 2013 dalje. Kot bom rekla nek moto pri proračunu
smo v parlamentu postavili mlade, izobraževanje in mobilnost in pa seveda skrb za konkurenčnost. Zato smo zelo pazili, da proračun v dovoljšnji meri spodbuja tovrstne programe, kot je recimo vseživljenjsko učenje, potem 7. okvirni program, Erasmus Mundus, potem je tako imenovan CIK program, to je program za spodbujanje podjetništva. In to sta tudi postavki, za katere se predlaga povečanje porabe v proračunu. Iz proračuna bi morda povzela še eno stvar, ki je zanimiva, in sicer kakšen je naš odnos inštitucij do finančne krize in do našega prispevka k šparanju. Svet je sam, ko je obravnaval ta proračun, sprejel neko znižanje, ki je res bolj kot ne simbolično, ampak je znižanje svoje porabe in tudi v parlamentu predlagamo, da se naša poraba zniža in da na tak način prevzamemo tudi svoj del bremena pri iskanju teh odgovorov v finančno-gospodarsko krizo. Da ne bom predolga, bi zdaj še samo eno stvar omenila, na kateri sem sama osebno tudi delala precej ta teden. To je pa nesreča, ki se je zgodila na Madžarskem, v njihovi tovarni. Skupina poslancev nas je oblikovala na tako delovno skupinco in smo pripravili vprašanje za ustno razpravo. Postavili ga bomo v komisiji in sicer komisijo sprašujemo, ali so na voljo finančni viri za odpravljanje posledic te nesreče. Še bolj važno pa se mi zdijo vprašanja, kot so, ali komisija razmišlja o tem in ali bo predlagala, da se izboljša sistem zavarovanja za primere takih nesreč, ali se bo lotila sistematičnega pregleda zakonodaje in predlagala spremembe evropske zakonodaje na tem področju, ali bo šla v nek program ali akcijo za boljšo implementacijo, se pravi uresničevanje že sprejetih zakonodajnih zahtev na tem področju, in sprašujemo tudi komisijo, ali bo naredila oceno te rdeče snovi, ki je ušla na Madžarskem v naravo, in v tem smislu, ali je to snov, ki mora biti vključena na seznam nevarnih snovi v Evropski uniji. Zdaj mi si želimo ustne razprave. Dobila sem nekaj informacij prav danes, da menda vprašanje ne bo moglo iti na ustno razpravo. Verjetno potrebuje komisija tudi več časa, da pripravi odgovore na vse tole. Smo se pa že prej dogovorili, da če ne bomo uspeli z ustno razpravo, bomo terjali pač pisni odgovor in bomo takrat tudi te pisne odgovore javnosti predstavili, ker mislim, da so izredno pomembni, ker resnično moramo storiti vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da bi se podobna nesreča ponovila kjerkoli drugje v Evropski uniji. Sicer pa nameravam naslednji teden, prav v ponedeljek, začeti tudi s humanitarno okoljsko akcijo. Nekaj gradiva ste dobili tudi v svojem gradivu, ki ga je pripravila poslanska pisarna Evropskega parlamenta, tudi v Ljubljani. In sicer bom letos že tretje šolsko leto organizirala okoljsko humanitarno akcijo. Okoljsko zato, ker šole povabim, da zbirajo strp papir, humanitarno pa zato, ker jih prosim, da del tega izkupička namenijo za pomoč otrokom drugje po svetu, ki nimajo niti približno takih možnosti za izobraževanje kot naša mladina tu v Sloveniji. K akciji sem vedno povabila za srednje in osnovne šole, tudi letos bo tako. Vse imamo že pripravljeno, v ponedeljek gre naprej. V gradivu imate tudi pismo, kakršno jim ga bomo poslali, in tudi DVD, da si lahko pogledate, kam ta denar gre. V bistvu se mi pa zdi, da tu vmes ni nobenih administracijskih postopkov ali kakršnekoli poti.
da drugih poti za porabo tega denarja, ves denar, ki se nameni za dobrodelni namen, gre direktno za pomoč otrokom v Indiji. In še to je pomembno, da to šolo vodi Slovenka Mojca Gajen skupaj z indijskim možem Anupom in ona tudi vsake toliko časa pride v Slovenijo in predstavi, kaj se tam dogaja. Je pa tudi vesela obiskov iz Slovenije ali pa iz drugod v Indijo, ker seveda to vse pomaga k temu, da verjamemo, da je denar res dobro naložen. In tudi vas prosim, če lahko pomagate po svojih močeh s promocijo te akcije.